misli ob današnji vaši besedi. Da vsakem od nas se bije boj med dobrim in slabim. In ta boj se bije tukaj v našem srcu. Pri Svetem krstu smo bili rešeni oblasti hudega duha. Ta hudi duh nas je nagiba obstati. Pri krstu smo torej postali vaši ukaz. Da bi šli po poti življenja, da bi šli po poti, ki vodi k očetu. Da bi človek zaživel v vseh svoje lepoti, v tisti prvotni lepoti, ki jo je bil deležen, predno je stopil v svet greh. Jezus nam torej želi biti naše prvotno dostojanstvo. Želi nam biti svobodo, da bi tako lahko se odločali za to, kar je dobro, kar nas povezuje z njim in kar nas povezuje z bližnjim. Zato te skupaj hvalimo, Sveta Trojica, in te častimo za ta veliki dar ljubezni, s katero si nas ustvaril in nas vodi skozi življenje in nas spremljaš na vsakem koraku našega življenja. Amen. Svet, si bil Gospod, Bog vsega carstva. Zato prosili, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Naj bo Gospodov mir z vami, pa brez neke teologije, čisto preprosto, si poglejmo v oči in zaželimo drug drugem tisti mir, ki ga svet ne more dati. Naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Imamo v gosteh, že prej omenil, gospoda nadškofa, metropolita, monsenjorja, Alojzija Cvikla. Kar težko pridejo te besede iz ust. Alojzij Cvikl, rojen 19. junija 1955 v Celju, prihaja iz Župnije Nova Cerkev. Po maturi leta 1974 je vstopil v novicijat Družbe Jezusove. Leta 80 je nadaljeval teološki študij v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. V diakona je bil posvečen 28. marca 1983 v Rimu, mašniško posvečenje je prejel v nedeljo 3. julija 1983 v domači župniji Nova Cerkev. Kot kaplan v župniji Ljubljana Dravlje se je v pastorali posebej posvečal mladim in zakoncem. V leta 1990 je zagovarjal magistersko delo z naslovom Vzgoja odraslih v župniji. V Dravljah 15. avgusta 1993 izpovedal slovesne zaobljube. Od leta 1995 do 2001 je bil provincial slovenske province Družbe Jezusove. Leta 2001 je postal rektor Kapniškega kolegija Lusikom v Rimu in ga temeljito prenovil. Je 8. naslednik blaženega škofa Antona Martina Slomška. Rad je odhajal v Vitanje na pastoralno delo. Kakor prej Rusikum je od 4 vitenskih podružnic obnovil marsikatero. Za prvi vrsti pa seveda Božje podružnice, torej duše. Za škofovsko geslo si je pater Cvikl izbral besede: iz teme bo zasvetila luč. Bom začel pri papežu. Veliko se ljubimo, sem se s papežem Frančiškom srečala, pred mano je bil izorejc, pozadim.
In seveda je pač nekaj so nabavila, ampak ko sem jaz prišel, je rekel, prosti, da sem te naredil mušenca. In je rekel potem, vem, da situacija ni lahka, ampak zelo napade. Kako se počutite kot škof metropolit? Sem čist navaden, da škof, ampak situacija pa ni čist navaden. Na eni strani me banke preganjajo, pa upnike me preganjajo, na drugi strani me teh problemi, ki so bili, bi rekel, že dolgo časa na mizi, pa niso prišli na vrsto, tisti, tako da je na nek način, res sem od jutra do večera sem zdaj zdaj v službi. Po drugi strani pa pastorala, ki je pred nami, oziroma vse, kar je pred nami, zahteva tudi celega človeka. Čeprav je ta drugi del bolj pisana koža, torej jaz uživam, ko grem na župnijo, ko grem na Virno, to jaz uživam. Škof Smrek ima 94 let, oziroma bo zdaj dopolno 94, ne? In njega čas vprašamo, če kaj takega vide težkega, ga vprašamo, kaj pa vi mislite, on spregovori. Drugače pa vsaj skrbi smo bili redovnice, so nas zapustile, s tem, da še vedno dve hodita, ena kuha kosilo, ena pa čisti še, pa tam malo sobo pa to reja, ampak drugače zajtrk sami, večerjo sami, tako da smo bili pokrej, ko samostojni. Moja prednost je to, da prihajam iz redovniškega življenja, ki smo vajni tega in tako. Ker če zunči ne ujamem dneva, bi pobegne. Ker najbolj me jezi to, da bi 3 dni mi dali, nič več. Pa ne vedno me ne vpraša, če imam čas. In da bom nikoli pozabil, takrat, ko sem se peljal v Runcija proti Mariboru, geslo je nastalo, veste kje, pri Trojanskem tunelu. Je rekel, jaz bi pa še rad videl novega na škofa, pa smo skupaj sedela. Pa sem jaz rekel, Jože, videl ga boš. Kaj pa se ni spremenilo? No, prva stvar, jaz poskušam biti tako, ko sem bil. Torej, nisem, kaj rekel, dobro, imam zdaj po kapo. To sem se še pa navadil. To na začetku sem šel na šmat, kuharcem sem vzal po križ, prstem, vse sem navadil. Tu v Ljubljani grem, tam le po Čopovi, me vsak te drugi pozna. Mislim, te pozdravi. Če greš po Mariboru, pa zdaj se že ima spremenilo. To je tu brezposelnosti, toliko je se Maribor je res doživel udarce za udarce in to se čuti. Vemo, da ste pri začetku septembra v Rimu, v šoli za škofe. Torej, zanimivo, nas je bilo 120, ampak to brez Afrike in brez Azije. Tam bi smo se smijali po možni škofi ženove, on je vedno spal. In se vse doči s prvo vrsto, ampak romarski vidik, torej na grob svetega Petra, kot en dan smo šli k papežu. Nažalost je imel zelo malo časa, ker se je pripravljal na Ameriko, pa se je tudi videl, da je zelo utrujen. Pred mano, oziroma za mano je bil eden starejši škof iz Argentine, ki je bil čez 70. In ko je prišel do njega, rekel, kjer papež je tebe tako starega škofa imenoval? Zelo koristno. Zame še posebej koristno, ker sem srečal tistega, ki je za finance odgovoren. Pa kak sem rekel, Maribor, ojej. Tako da, Slovenija so bili pa 3. Zdaj vidim, da po tej šoli, prej nismo se nikoli za Ljubljanski, zdaj pa si vsak dan izmenjamo na FBL. Kako gledate na te mestne župnije? Ravno včeraj sem bil na srečanju, vizitacijo sem bil v župniji Domboska v Mariboru, Srbzjanci vodijo. Niti en član torej župnijskega sveta ni z tega teritorija, ker je župnija. Mestne župnije so veliko bolj udarna občestva, vezana na udar. To na podeželju je drugače. In zato se mi zdi, ko govorimo o mestnih župnijah, vse jaz za Maribor gledam tako, da bi vsaj te večje župnije bi morali imeti vsaka svojo posebnost. Zato je moja želja, da bi prav dekanijo Maribor kot Maribor. To je, kaj bi rekel, je na podeželju ta povezanost je večja. Za duhovnika pa težje. Na podeželju te vidijo vse. Zdaj, če živiš tako, da te lahko vidijo, ni problem. Ja, pa sem vedel, meni zanimivo je, včasih sem rekel, gospod Noč, pa pozno došel domov. Sam vidim, da je, kaj bi rekel, podeželje še dokaj zdravo, ampak se pa bojim, če ne bomo pa duhovniki posvečali se temu podeželju, bomo pa tudi tam zgubili. Pa nas zanima, kako gledate na prihodnost naše župnije?
Se je veliko ostalo. Je to živo občestvo, to je veliko. To se mi zdi, da je dragocenost. Ker ponekod je zaživelo, pa je pa kar nekak, prej sem imel patra Štrugla, patra Stolčna, človeka, ki sta postila sledi in še vedno te sledi se čutijo. Tako da, zdaj, nasledniki so to, niso podirali, ampak so nadgrajevali in se mi zdi, da to je tisto, tam, ker župnijski svet deluje, tudi župnija živi. Ker duhovnik sam ne more. Župnija vedno bolj postaja skupnost občestva. Kako, če sploh, Slovenska cerkev načrtuje prihodnje čase, glede na to, da je duhovnikov vse manj? Mi premalo gledamo naprej, dejansko premalo gledamo naprej, ker že v meni nas bo še 20 let, pa še 10 let, bo čisto druga podoba. Zdaj, jaz gledam na svoje župnije, jaz imam 143 župni, ampak starost duhovnikov je preko 60 let. In to še 10 let bo še čisto druga slika, še 20 let bo pa katastrofa. Res mora malo naštudirati, kje bo je centri, kje bodo tista središča. Mi na nek način se vračamo nazaj v slomčkove čase. Takrat so bile velike župnije, še zgledam našo župnijo, Nova cerkev. Vojnika ni bilo dobro, ni bilo Šmartnega, ni bilo, to je vse ena župnija. Takrat so bili 4 duhovniki in so hodili okrog in so maševali. Takrat so že to imeli. So pa skupaj živeli v Velikem Marožu 4 ali pa 5. Pa smo eno skupino naredili prav, da bo razmišljala, oziroma da bo delovna skupina, ki bo pripravljala, kako naj bodo naše župnije izgledali jutri, torej čez 10-20 let. Pa vzgoja za poklice? Torej, poklici so poglavje zase, kaj bi rekel, prvi so majhne župnije, drugič pritisk družine na tistega, ki bi rad šel, mi smo enega zameli 2, eno je že šel. Ravno smo imeli posvečenje, diakona, starši niso hodili k maši skorič. Ampak je rekel, ta novo posvečenje, se je zahvalil starši, rekel, hvala vam, čeprav me niste spremljali k maši in pa tako, ampak ko sem vam povedal, da vem bogoslovje, ste me pa spoštovali. Ste spoštovali moje odločitev, zdaj so oče vesel, mama je vesela. Kdor je zelo velik, je zelo preprost. In se ti zahvalim za to preprostost, ki jo deliš z nami in prižigaš luč na koncu tunela. Zdaj, za spomin in zahvalo za to srečanje ti podarimo 2 knjigi. Eno, da boš postavil nekam Dravsko cerkev zagledati, in pa od Kejžarja Franceta najnovejšo knjigo Sejalec pomladi, ki se mi zdi, da ima pa tak preroški naslov in ti zelo pristoji. Tako da bodi sejalec pomladi na Štajerskem in kjerkoli si, vsi smo pa tudi začutili, da nisi samo Štajerec, ampak da si malo tudi Dravec. Vino pa ni Štajersko, ga moraš spiti na skrivaj. Na skrivaj.